Marsikdo si pravzaprav ne more predstavljati, kako učinkuje bolezen SMA, kako se ta odrazi na otroku, ki dobi to diagnozo že zelo zgodaj v otroštvu. Lahko morda zato, da si ljudje lažje predstavljajo, do kakšne v bistvu pomembne, zelo pomembne spremembe je prišlo na področju medicine, ponazorite to s primerjavo, kako se je bolezen kazala pri otroku, ki je to diagnozo dobil pred 10 ali 20 leti, in kako je temu danes. Ja, dejansko je razlika ogromna. Pred 20 leti je bilo tudi simptomatsko zdravljenje še drugačno, kot je sedaj, seveda zdravila sploh ni bilo. In če govorimo o tej najtežji obliki SMA, se pravi SMA1, so ti otroci praktično že kot dojenčki začeli kazati znake bolezni, niso se mogli gibati tako kot drugi otroci in se tudi ne razvijati tako, in so bili praktično že v zelo zgodnjem otroštvu odvisni od pomoči dihalnih aparatov in tudi njihova življenjska doba je bila izjemno kratka. Marsikdo je žal umrl že v zgodnjem otroštvu. Seveda se je potem z izboljšanjem medicinske oskrbe ta življenjska doba podaljševala. Sedaj pa, ko govorimo o prvem pravem zdravilu, ki naslavlja sam vzrok bolezni, pa vidimo, da tisti, ki so začeli prejemati zdravilo takoj v prvih tednih oziroma mesecih življenja po ugotovljeni diagnozi, se razvijajo skoraj tako kot normalni otroci. In če se spomnimo obdobje pred 20 let, ko so ti otroci umirali v najzgodnejših letih, pa sedaj, ko vidimo videoposnetke, da nekateri od teh otrok se celo postavljajo na noge, da shodijo, je to praktično čudež.